Odnos med politiko in strokovno sfero je bil pri nas vedno malce nenavaden. Ne? Mislim, poslanec je ena izmed redkih služb, za katero ti ne rabiš čisto nobene šole ali pa strokovnega izpita. Za voziti viličarje rabiš izpit, za vodni skuter rabiš izpit, za odločati o prihodnosti države to pa ne. To pa rabiš ti sam 1000 glasovnic s tvojim imenom, če si iz Hrastnika 200, kar pomeni, da pol sam cela žlahta glasuje za tebe, pa vsi frendi z gostilne, pa evo, imaš službo. Je malo bizarno, ne? Je. Če hočeš biti fitness trener, rabiš izpit. Pa največja škoda, ko je na fitnessu, lahko narediš kaj? Da ima en tip čez pol leta pol nesimetrično razvite bicepse. Ampak če vedno rabiš izpit kot poslanec, ker pa ti odločaš o milijardnih projektih, pa o prihodnosti države, pa edini pogoj kaj? Da si star nad 18. Pa govorimo po letih, ne po obnašanju. In teh minimalnih standardov smo se volivci v zadnjem času zdaj tudi mi že navadili, ne? Mi danes od politikov tudi ne pričakujemo, da bi oni bili strokovnjaki za karkoli, ker prepoznamo in izbiramo jih sam potem, kdo ima katero govorno napako, kdo ima najmanj obtožnic, pa kdo ima kateri živalski vzorc na svojih čevljih. Res. To je tak en bizarnostni, resničnostni šov, ampak da tukaj vsi dobijo 50 jurjev, ne sam zmagovalec. Ker je naša demokracija resnično demokratična, ne, vsak se lahko prijavi, vsak lahko sodeluje. Ti si lahko gimnazijski maturant, strojevodja, komercialist, frizer z erotičnim salonom, ni problema, sedi, vladaj. Dragi moji, lahko si tudi dramski igralec, pa odločaš o prodaji državnega deleža v Adrii Airways. Ne vem, če bomo mi to prodali, ali ne vem, jaz si itak s kolesom vozim, ne vem, ampak daj, zgo pa ne. Pa jaz zdaj ne, čakajte malo, jaz nočem reči, da akademsko izobražen igralec zdaj ne zna oceniti, ali je nekaj dobro ali ne, ampak dajmo nekaj priznati si fair, no. Ekonomija je bila na AGRFT-ju glih toliko prisotna, ko sta balet pa sabljanje na pravni fakulteti.